Ja, Matej, dobrodošel spet pri nas. Danes te ne bom nič posebej predstavljala, mislim, da že veliko ljudi te pozna, vejo, s čim se ukvarjaš, če pa slučajno še kdo ne ve, bo pa tudi zelo hiter dojel, kaj je bistvo tvojega dela. Sicer, če bi me kdo vprašal na ulici, kaj počne Matej, bi rekla, da pomaga ljudem, da povežejo svoje težave z nekimi dogodki iz preteklosti, na katere mogoče sami niso še pomislili ali pa so bili izven njihovega vidnega polja. Kako se strinjaš s to mojo razlago? Bi še kaj dodal? Jaz se strinjam. Predtem bi še rekel enkrat najlepša hvala za povabilo. Tako je nekako pismo mojega dela, predvsem si želim, da v bistvu ljudje prevzamejo odgovornost za svoje življenje in da se zavedajo, ko prestopijo to mejo iz vloge žrtve v enega človeka, ki je odgovoren za svoje dejanje in svoje življenje, potem pridejo svojo moč in s tem bi lahko rekel, so tudi prihodnosti obsojeni, da bojo srečni, ker brez odgovornosti čakajo, da se bo nekaj zgodilo in pričakujejo od drugih, da jih bojo srečali in ti ljudje so potem vedno znova razočarani, ker to se ne bo zgodilo. Kar imamo mi vas skupnega, se mi zdi, da je mogoče to neko spoštovanje preteklosti. Tvoje postavitve so sigurno potrovale k temu, da sem jaz razvila en tak nov hobi ali pa zanimanje, da sem začela raziskovati preteklost mojih prednikov, družine. Opazila sem pa, da v bistvu sem dosta, recimo temu, osamljena v tem, da ni veliko ljudi, ki jih to tako zanima, sploh v kontekstu, ne vem, sorodnikov ali kak bi rekla, pa me zanima, kaj misliš, da je ta odpor pred lastno zgodovino, pred lastnimi koreninami, čemu služi, koliko je problematičen? Se mi zdi, da kar Slovenci imamo neko tako tiho, nenapisano pravilo, da ne gledati nazaj kaj preveč. Ja, ampak posledično tudi vidimo, kakšne so posledice. Pač nimamo neke jasne slike ali pa vizije prihodnosti, ker mislimo, da oziroma verjamemo, da lahko zbežimo pred preteklostjo. In jaz vidim, da je čas, da se soočimo s svojo preteklostjo in da jo pogledamo takšno, kot je bila. In ni bila samo lepa, ker pred temi lepimi stvarmi ne bežijo ljudje, ampak dejansko tudi pred tistim, kar ima težo, lahko bežimo, ampak ne bomo pobegali, ker notranje čutimo to težo. In definitivno je potreben pogum, da se s tem soočimo in pogledamo, kaj se je dogajalo in v bistvu spoznamo s tem raziskovanjem, tako kot si sama rekla, kako dragoceno je življenje, ki ga imamo in kaj vse so ti ljudje, ki so bili pred nami tukaj, preživeli, da smo danes mi živi in verjamem, da je vsak dovolj močen, da bo zdržal, ko bo pogledal tja, kamor se je do zdaj bal pogledati. Ja, meni je ful fascinantno na tvojih postavitvah, kadar postaviš tako recimo 10 žensk ali pa moških, ki predstavljajo tvoje prednike in ko vidiš ti v prostoru koliko enih ljudi, koliko enih prednikov, koliko enih zgodb, koliko enih travm, tudi ne nazadnje, da si nastal ti in to se mi zdi tako, to je ta nek čudež življenja, kako to teče in iz dobrega in slabega in potem nastaneš ti v taki obliki, kot si danes. Ja, bistveno vprašanje je potem, kaj iz tega težkega, kar je bilo v našem življenju in življenju naših prednikov, kaj lahko mi dobrega iz tega naredimo in dejansko, da se zavedamo, da tista teža, ki jo zdaj veliko ljudi čuti kot breme v svojem življenju, ne glede na to, a se želijo s tem soočiti ali ne, to čutijo kot breme in neke meje, ki jih ne znajo in ne morejo prestopiti v smeri boljšega življenja, da lahko ravno iz tega potem za soočanjem črpajo svojo moč. Ja, da vidimo, kako so bili naši predniki, kljub samo močni, da so vse to preživeli. In imamo na razpolago to moč tudi mi. Ampak samo, če smo povezani z njimi, ne če bežimo od njih zato, ker nas je strah. Ker pol bežimo dejansko tudi pred čemorkoli v življenju in se izogibamo. V končni fazi tudi tistega dobrega se izogibamo. Ja, se lahko pogledamo drevesa za prispodobo, kje so tista drevesa, ki so najbolj močna, najbolj stara, ki preživijo najhujša neurja,
tiste, ki imajo globoke korenine, močne korenine, ne? Se ti zdi, da lahko to prispodobo pol prenesemo tudi na ljudi? Da... Ja, rekel bi 100% lahko prenesemo. Ja, in tista stara drevesa vidimo, kako so nam dragocene in kako jih čuvamo na nek način, kako je prav, da jih čuvamo. Ker vemo, da dajo tudi, bom rekel, podlago in s temi koreninami stabilnost tudi ostalim okoli sebe. In ja, korenine so pomembne, definitivno. Bi rekel, da je del tvojega poslanstva, da nekako pomagaš ljudem, da ukrepijo svoje korenine. Ne nazadnje tudi ime tvojega podjetja je Korenine in krila, ki verjetno ni naključno. Zakaj izbira teh besed? Ja, verjetno je, prepričan sem, da je bila ta prava izbira in ni naključje. V bistvu se tukaj moje misli grejo s to besedo pomagaš. Če jaz pomagam, ne? In dejansko je na prvi pogled mogoče res videti, da jaz pomagam, ampak želim si moja želja, da se ljudje premaknejo. Ja, da naredijo en korak, da vidijo, da je tisti prvi korak pomemben in da vsak lahko v tem smislu reši samo sebe. In da na prvem mestu v svojem življenju sebe postavi in tudi odgovornost do svojega življenja. In ravno pri odraslih, da najdemo tisto stabilnost, ja, da stojimo z obema nogama v življenju. In spet, če se vrnemo na tisto prvo misel, pomirjeni s preteklostjo. Ja, da vemo, ja, to je tisti notranji mir, ki ga imamo. In da ene stvari, ki so se v preteklosti zgodile, tudi velikrat tiste stvari, ki so se v naših življenjih nam zgodile, da smejo biti mimo, da smemo spustiti in da gremo potem naprej, da vidimo, tako kot sem že rekel, da težke izkušnje so tudi izkušnje. In ravno zaradi tega, ker so težke, smo se iz njih lahko nekaj naučili. In da vidimo, določenih stvari ne rabimo več pomagati. Ena lekcija je bila dovolj. In da vemo, da v prihodnje bomo šli po eni drugi poti. Ja, oziroma, če mislimo, da smo prišli v slepo ulico, da ne gre več naprej, ja, da vidimo, da lahko gremo nazaj po tej ulici in da gledamo, kje je tisto križišče, kjer smo se odločili in smo ugotovili, tle ne gre več naprej, da vemo, da je ena druga pot naprej, ampak mi moramo se to odločiti, ne nekdo drug namesto nas. Kako bo nekdo drug vedel, kaj je bolj za nas, če sami ne vemo. Se pravi, nisi rešitelj, ne? Ne, tudi ne, nisem v tej poziciji. Ja. Nisem v tej poziciji tudi takrat, ko pridejo, ne vem, starši z otrokom, ki ima težave. Jaz nisem tisti, ki prinese rešitev, ampak gledam, kaj lahko starši naredijo, da bo šlo temu otroku boljše. In tukaj so velikrat velike spremembe prinesejo na vidiš čisto majhni koraki, ampak dejansko vemo oba, da takrat, ko gre staršem dobro, gre dobro tudi otroku. In če gre staršem slabo, gre otroku slabo. In potem starši rešujejo otroka, namesto da bi pogledali, kaj lahko sami naredijo, da bo šlo otroku boljše. In definitivno je dejstvo, ko gre mami in očetu, ko gre dobro, bo otrok miren, ker bo sta starša takrat močna. Vemo, pač skoraj pregovorno, miren partnerski odnos, mirni otroci. Nemiren partnerski odnos, nemirni otroci. In potem vemo, na čem moramo delati, ne na otroku. Ja. Na odnosu. Je pa fokus velikrat na otroku, dobro namerno, ampak otroci ne želijo biti v takem fokusu, da se vse vrti okoli njih, oziroma da so oni tisti, ki so odgovorni za to, ali bo mama srečna, ali bo oče srečen, ampak da smejo biti samo otroci, da se lahko grejo igrati, ker se varno počutijo v družini in okolju, kjer živijo. Ja, ampak lažje je mogoče se ukvarjati z otrokom, kot dejansko se s tistim resničnim problemom, ki ga imaš recimo v partnerskem odnosu. Ja, to že poznaš ta stavek, da je lažje biti mama kot žena. Zaradi tega, ker potem se ženska samo z otrokom ukvarja, ker se je lažje ukvarjati z otrokom kot z možem. In je ena žrtev v tem smislu, da ljudje so pripravljeni žrtvovati partnerski odnos zato, da jim uspe starševstvo, ampak na koncu bodo tudi v tem kontekstu razočarani. Ker za otrok ne rabi dobrih staršev, čeprav želimo biti dobri starši. In vidimo, da otrok bistveno bolj potrebuje močne starše in stroge starše, ker življenje zunaj je tudi strogo. In
po 20 letih dela lahko rečem, da k meni še noben ni prišel, da bi rekel, da je njegova težava ta, da so ga starši naredili preveč samostojnega. Nobenega še ni bilo. Je pa vedno znova pridejo ljudje, ki so spoznali, da so preveč odvisni od svojih staršev in preveč nesamostojni, da je to njihova težava. In tako potem vidimo, bi rekel, vse investicije v otroka in tudi investicija časa v končnem smislu. In otrok ima potem težave, ker misli, da bo vse se rešilo samo od sebe, tako kot so starši za njega vse rešili. In je zanimive dinamike so potem v odnosih. Jaz bi kar izkoristila tvoj obisk, pa da bi par dinamik šla skozi, oziroma bi ti dala par takih primerov iz realnega življenja. Verjamem, da so to primeri, s katerimi se ti itak srečuješ v svojem delu. Z veseljem, ker dejansko delam konkretno. Težko je na splošno odgovoriti, ker je vsak partnerski odnos je edinstven in ne moramo kopirati v smislu, tako velja za moškega in ženska, ki imata enega otroka, ki imata sina, in tako se pa lahko aplicira na vse ostale, ki imajo pač sina, ker vemo, da je vsak drugačen. In tudi, če imata dva otroka in je ista mama, isti oče, sta dva različna otroka in bi se lahko čudili, kako je to možno, da sta tako različna. In ravno v tem je nekaj, jaz rečem, prekrasnega, da smo različni in da v teh razlikah, da vidimo, da se lahko tudi dopolnjujemo. No, pa kar ti bom dala prvi primer. Recimo, da ženska zamolči otroku, kdo je njegov pravi oče, ker je ta odšel že mogoče že v času nosečnosti ali pa v zelo ranem otroštvu. Mogoče zdaj živi z novim partnerjem, se pravi otrok odrašča z očimom. Ta biološki oče ni pa nikoli omenjen, v bistvu nekako ga držijo nekje v temi, je neka enigma. Kako to vpliva na otroka? Že ko odrašča, posebej me pa zanima potem, ko je odrasel. Jaz bi tej ženski rekel, da želim veliko sreče v tej igri. Ampak vse račune v tej igri bo potem na koncu plačal njen otrok. V kakšni obliki? Ker on ve, kdo je njegov oče. In dejansko je to igra, kjer mu lažejo o bistvenem stvari v njegovem življenju. Dejansko, kako je prišel na svet. Otrok ve, čigav otrok je. Ves čas ve. In dejansko, potem, če pogledamo, vsi odnosi v tej družini so zgrajeni na laži. In kako hočeš iti potem naprej? In otrok bo pokazal, svojimi težavami bo pokazal, tisto, kar je zamolčano, tisto bo v svojem življenju poudarjal. On bo zvest tistemu, ki ga ni, ki je zamolčan. In vedno bolj mu bo podoben. In tega se ne bo zavedal, ampak bo poudarjal svojim obnašanjem, vedenjem, bo zvest svojemu očetu. In se lahko samo potem čudijo, ko bojo videli, da je res to, kar sem rekel. Otrok je zvest očetu in pogreša svojega očeta. In mami bo prezentiral svojega očeta. Tako rečem, veliko sreče pri tem, ampak sreča ne bo pomagala. In potem je težje temu otroku povedati resnico, ampak če mu povejo enkrat resnico, ko spoznajo, ne vem, da je dovolj star, 5, 6, 7 let, ne vem, v enem trenutku bo ta resnica imela izredno veliko težo v tistem trenutku, ko bo izrečena. Ampak dejansko bo prinesla olajšanje v odnosih. Ker točno se bo vedel, kdo je kdo. Otrok bo vedel, čigav je, kdo je njegov oče, kdo ni njegov oče. Potem se bo mogoče vprašal, kateri je moj pravi priimek. In če bo mama obdržala vsaj svoj priimek pri tem otroku, bo že manj laži, ker če bo imel otrok priimek tistega moškega, ki v bistvu ni njegov oče, je dodatna laž za otroka. In dejansko ta informacija ima težo, ampak prinese olajšanje potem. Končno vemo, na čem gradimo. Jaz sem tvoja mama, ta moški pa za tebe skrbi, pa ni tvoj oče. In vidimo, kakšen bi lahko bil potem rezultat otroka, ko gleda mamo, ko gleda tega moškega, ki skrbi za njega vrsto let.
ja, potem lahko od otroka tudi upravičeno pričakujejo, da je hvaležen do temu moškemu za to, kar je za njega naredil, čeprav ni njegov oče. In če ima ta otrok prekinjen odnos s svojim očetom, potem bojo imeli tudi njuni otroci prekinjen odnos s svojim očetom. Ja, to je potem ta dinamika, to je tisti vzorc. Ja, otroku se laže, potem lahko gledate, kateri otrok se bo začel naprej lagati. Ja, ker vsi imajo dostop do vseh informacij, ja, ker živimo in ti odnosi potem, ki so skriti, formirajo ostale odnose, ki so vidni. Ja, in s tem se, rekel, lahko se ljudje igrajo, ampak s tem se ni za igrati. Ja, ne vidim smisla. Ja, in dejansko si želimo, da so otroci iskreni do nas. Se pravi, moramo biti tudi mi iskreni do njih. Ja, in v tistih bistvenih stvarih tudi. Ja, in kako bi rekel, ja, oče je zamolčan. Ja, ampak se lahko tudi vprašava, je imela ta ženska rada tega moškega? In odgovor je ja. Ker če ga ne bi imela rada, ne bi rodila tega otroka, ampak bi ga splavila. In to je potem tisto dejstvo. Rada ga je imela. Ja, in on je prizadel in dejansko tisto, kar zamolči otroku je, da sta se imela rada. Ja, in vidimo, dejansko česa se bojijo potem povedati otroku. Da je plod ljubezne. Ja, in otrok ni nič kriv. Ja, in zakaj potem strah povedati to otroku? Ja, da je moški prizadel mamo, da je jo pustil samo. Ja, in da ni nič kriv, ampak bo mama poskrbela za njega. In ta moški, ki je zdaj z njo, tudi. Ja, in to je teža za tega moškega, ki je z njo. Ja, ker on ni oče tega otroka. Ja, in se pa je postavil v pozicijo očeta. Ja, in je težko zdržati v pozicijo očeta moškim, ki niso očetje otrok. Ja, vidimo vedno znova, ja, da ženska bo dala prioriteto otroku, ja, kar je naravno in prav, in da mora moški počakati. Ja, je velike posledic, bom rekel, tudi če je ženska bila 2 leti z moškim in jo je potem pustil, ja, in je sama ostala z otrokom. Ja. In to so potem posledice, ki jih ne moramo ignorirati. Ja. Ker potem vidimo, kako so odnosi premaknjeni. Ja. Ampak jih, bom rekel, upam, ne želimo premakniti z lažjo. Ja. Da rečemo, zdaj bomo z lažjo uredili. Ne moramo. Ja. Ne vem, ne rečem, žal ne, ali pa na srečo ne. Ja. Ker želimo živeti, bom rekel, ti ljudje tudi sami sebi lažejo. Ja. Na čem potem gradijo odnose? Na čem gradijo odnos do sebe? Ja. In ni v kontekstu, ali so dobri ali slabi, pač so probali na ta način. Ampak lahko so druge poti, ki so teže, ampak pol saj vemo, bom rekel, naslednji korak je na zemlji. Ja. Kaj pa, če biološki oče zanika svojega otroka, ga zavrača, ga ne priznava, noče sprejeti? Vemo, da to vseeno to možnost imajo bolj moški kot ženska, zelo dobro ve, koga rodi, kdo je njen otrok. Moški imajo tle malo več možnosti. Kako bi komentiral, se pravi, dejanje tega očeta, oziroma kak nasvet bi dal otroku, ki je bil zavrnjen strani očeta in mogoče pol tudi v odrasli dobi išče stik z njim, pa je še vedno zavrnjen in v bistvu to je neka nepopisna bolečina. Kako iti čez to in se sprijazniti, da te starša resnično noče? Kdo je oče, je v času in svetu, kjer živimo, za otroka čisto lahko spoznati, oziroma pač medicina je na tem področju čisto jasna in ti genski testi so čisto jasen rezultat. Otrok ima življenje. Ja, tudi za to ceno, da se oče umaknil potem z njegovega življenja. In to je prvo pomembno spoznanje za tega otroka. Ja. In dejstvo je, oba dva veva, tak otrok ne razume svojega očeta, zakaj je to naredil. In kljub temu, da ga ne razume, mu je lahko hvaležen za življenje. In to lahko vidimo v ekstremu. Če bi ta otrok izgubil očeta, ko je bil še v maminem trebuhu, ker je oče umrl v nesreči,
potem bi ga spoštoval. Tako ga je izgubil skupaj z mamo, ker se je oče umaknil, ja? In lahko rekel, otrok potem razmišlja, zakaj, in svoje nerazumevanje in žalost, ker je brez očeta kasneje spremeni v jezo na očeta, ker ni skrbel za njega. In kljub temu je enako oče kot tisti oče, ki je umrl, ko je bil otrok majhen. Ja? Nič manj, nič več. Ja? In če bi potem imel otrok priložnost in s postavitvami ima, da bi razumel tudi, kako gre očetu, ja? Bi mogoče spoznal, da ga nič ne stane, da mu reče hvala za življenje. Ker v bistvu se ne gre za dediščino. Je pa dediščina tega otroka, ki jo je dobil od točno takšnega očeta, je v bistvu najbolj dragocena dediščina je življenje. Ja? In ni v kontekstu, ali je dober ali slab ta moški. Se v tem smislu je imela tudi ta ženska več možnosti, ampak se je odločila točno za tega moškega. To je drugo vprašanje, zakaj se je odločila za tega moškega, ki jo je pustil. Ja? In če pogledam potem zgodovino te ženske, bomo videli, da ni slučajno. Ja? Mogoče je bila tudi njena mama zapuščena. Ja? Mogoče je bila njena babica zapuščena in ostala sama z otrokom. In nekaj, rekel, podobne zgodbe se ponavljajo, samo igralci se menjajo. Ja? In vidimo, da to potem imenujemo vzorci. Ja? Družinski vzorci. Se pravi, da moramo na obe strani pogledati. Ja? Ne samo na stran očeta, ampak tudi na stran mame. Ja? In otrok ima življenje. In lahko vse naredi s tem življenjem. Ja? Karkoli lahko naredi. Lahko je uspešen, ja? Ali pa lahko sabotira svoje življenje. Ja? Odločitev je njegova v končni fazi, ampak pomembno je, da vidi tisto bistveno. Ampak res ima veliko luknjo, ne, v življenju. Ja, ni očeta. Ja? Včasih kakšnemu otroku uspe najti stik. Ja? Ampak, kar jaz poznam ljudi, je uspelo najti stik z očetom, tistim otrokom, ki so iskali očeta samo z eno željo. Da se mu pokažejo, da so odrasli, ja? Da je življenje še vedno pri njih in tista bistvena želja je, da mu rečejo hvala. Da nimajo nobenih pričakovanj več od njega. Ja? Da rečejo ja temu, kar se je zgodilo med njim in mamo. In potem je otrok svoboden. Ja? In oče tudi. Ja? In otrok dejansko je na ta način povezan s svojim očetom. Kaj je ta otrok spoznal? Kako dragocen je oče. In če je punca, ja, hčerka, ja, bo vedela v svojem partnerskem odnosu, koliko je dragocen ta moški, s katerim je. Za njo in za otroka. In bo ravno iz te težke izkušnje svojega otroštva lahko črpala svojo moč. Ja, da bo videla, kako pomemben je zanesljiv moški. Da se ona na njega zanese. Ja, kako bo ona lahko spodbujala svojo hčerko ali pa svojega sina ali pa otroke, ki jih imata, da imajo radi svojega očeta, ker ona nima te izkušnje. Ja. In vidimo potem, ja, če uspe da reče svojemu očetu hvala, je uspelo tisto, kar je najpomembnejše. Ja. Ampak zelo težko je pol vzpostaviti tudi nek ta kvaliteten partnerski odnos, če nisi imel tega vzora, ne? Definitivno. Ja. Nisem rekel, da je lahko. Zelo težko je. Ampak je možno. Ja, ravno dejansko iz tiste teže iz otroštva, ja, da taka punca spozna, jaz vem, koliko je dragocen oče. Nisem imela kontakta z njim. Ja. In to je vrhunska izkušnja, zelo boleča, ampak vrhunska. Ja. Ko vidim druge otroke ali pa svoje prijateljice, kako malo spoštujejo svojega očeta, me boli. Ja, sploh ne vejo, kaj imajo. In jaz vem, kako mi to manjka. Ja. In dejansko potem vidimo, da je pomembno tudi način razmišljanja, ki ga lahko vsak spremeni, ja, v določenem trenutku spoznanja. Ja. Kako je to dragoceno. Ja. Kako je dragocen moški. Ja. Ker tisto, kar manjka v odnosih, v družbi, kjer živijo, so močni moški.
Ja, in so zanesljivi moški. In je tista moška moč, ja, na katero se ženska želi zanesti. Ja. Ne želi biti tako samostojna, ja, kot jo hoče ta družba prepričati. Ja. Ženska se želi nasloniti na moškega. Ja. In to je potem ena stabilnost. Ja. Vse brez moškega, tudi nobena ženska ne more postati mama. Ja, zdaj vmes, ko si tole govoril, sem se spomnila na letošnje praznike, ko so bili prvi prazniki, ko mojega očeta ni več in koliko sem videla pri drugih, ki so jih imeli, ne, Joj, kako ste lahko hvaležni, Ja. ne, da imate še očete. Ampak ja, to je, ko greš čez to izkušnjo, vidiš, koliko so dragoceni. Ja, dejansko za sebe si videla, koliko je tvoj oče za tebe dragocen, zdaj, ko ga ni več. In hkrati iz tega nisi naredila drame. Ja. Ja. Je eno spoznanje. In mogoče skozi to spoznanje verjamem, ja, da si čutila, da si povezana z njim. Ja, in da je še vedno tvoj oče, čeprav ni več živ, in ti si še vedno njegova hči. Ja, in mogoče zdaj, ko ga ni več, še bolj hvaležno gledaš na njega, še bolj čutiš, kako je dragocen, še bolj čutiš tudi eno notranjo potrebo, da življenja, ki ga imaš, ravno zato, ker je on tvoj oče, da nekaj narediš. Ja, da ima smisel vse skupaj. Ja. In ja, potem so tisti prazniki in letni časi ali pa dogodki, ki nas spomnijo na preteklost. In verjamem, da te tvoj spomin na očeta, da ti dovoli, da se spomniš tudi lepih časov z njim. Sigurno. In to je potem tisto, kar je dragoceno. Ja? In te spremlja potem. Ja? In ti si svobodna in on je svoboden. V tem smislu mu dovoliš, da je mrtev. Ja? In ti si živa. In to je potem tisto, kar šteje. Se v tem kontekstu težko razumem pač tiste ljudi, ki pravijo, moraš takoj pozabiti, ne hoditi na grob, ne, to sem glih včeraj nekje prebrala. Življenje gre naprej, ampak ta stik vzdrževati se mi zdi pomembno, tudi če so pokojni. Ja, ti ljudje imajo zanimiv odnos do smrti. Bežijo pred nečim. Ja, in tudi za tebi bi potem hotel, da čim prej pobegneš pred tem dogodkom. Emocionalno, da pobegneš. Ja. Ampak če ti nekdo, ki ti ne dovoli, da si žalostna, ja, takrat, ko je čas za žalost, dejansko poglobi tvojo travmo. Ja, ker predstavlja tvoje slovo, ja, ali pa bi predstavljal slovo od očeta v prihodnost. Vse te bo čas pozdravil. To je največja laž, a ni? Ja, se te ni čas prizadela te smrt očeta. In tukaj čisto konkretno vidimo, da čas nima te moči, čas te ne bo pozdravil. V tistem trenutku si rabila nekoga, ki ti je stal ob strani in ki je zdržal tvojo žalost. In ti je samo ob strani stal. Ja? Da si razpadla od bolečine. In potem si se pobrala. Ja? In tako vidiš, mogoče lahko zdaj ti že uspe, da z nasmehom na obrazu se spomniš na svojega očeta. Ja? Z veseljem, da reči, ja, nisem pozabila na tebe. Ja? In lepo je bilo biti tvoja hči in še vedno sem tvoja hči. In to je nekaj drugega. In tisti, ki so ti stali ob strani, so potem tvoje prave prijateljice in pravi prijatelji. Ja, ki so morali zdržati to. Ja? In mogoče so se tudi oni zavedali, Ani je zdaj umrl ati, ja, jaz ga še imam. Ja? Mogoče tudi pri njih kaj premaknilo. Ja? In je en proces za vse nas, ki spremljamo nekoga, ki ga imamo radi. In je potem treba vzdržati. Ja? Tudi nisi hotela, da se smilaš komorkoli. Ja? Nisi hotela tega. Nisi hotela usmiljenja. Ja? Ker to, da ti ni šlo v redu, si vedela že sama. Ti ni rabo noben povedati. Ja? Nekdo je moral zdržati pač tvojo žalost. Ja? In na takšnega lahko še vedno računaš. Ja? Ta se bo znal tudi veseliti takrat, ko ti bo šlo dobro. S tabo. Ja? In ni veliko takih ljudi. In takšno je pač življenje. Ja, hvala, Matej, da sva zdaj čisto nehote zajadrala. Ampak
Je bilo pripravljeno. Je očitno. vse na mestu. Ja. Če greva naprej, govorila sva se pravi o tem dejanju, da oče zanika otroka. Kaj pa obratno, ko pa otrok noče stika s staršem, ga zavrača, ker mu je enostavno tako bolečino povzročil, to ga je prizadel, rano, razočaril, da se mu nekako odpove, ga črta iz svojega življenja, noče imeti stik z njim in ima za to neke svoje tehtne razloge. Kako se ti to zdi, oziroma se ti zdi to kdaj primerno, da jih res črtajo, če so tako, kako bi rekla, škodljivi? Nekateri starši, ja, v isti meri mame in očetje. Ja. Čeprav so očetje v tem kontekstu včasih bolj izpostavljeni. Svojim odnosom do otrok, še posebej, če je odnos, tako da bomo lažje razumeli, brutalen, ja, zapravijo svoje starševstvo. Ja, ni več poti nazaj. Ni več poti nazaj za njih, ni več poti nazaj za otroka. In dejansko s tem, ko otrok, tako kot si sama rekla, črta nekoga, ja, ki ga je tako prizadel, je en poskus, da bi črtal bolečino dejansko, ki mu je oče oziroma mama povzročil, ampak tega ne more narediti. Ja. V bistvu vidimo, da taka mama oziroma tak oče je zapravil svoje materinstvo oziroma očetovstvo. Ja. Ne moreš ga pa zbrisati iz pozicije očeta, ker je še vedno tvoj oče. In še vedno ima ta otrok to izkušnjo s tem očetom oziroma mamo, ki je težka. In slej ko prej, ja, se bo moral soočiti s tem, kar se je dogajalo v otroštvu. Ker tisto razočaranje, ki otrok ima, in bolečino povezano s to izkušnjo v otroštvu, ta bolečina ima otroka in jo bo prenesel že v prvi partnerski odnos. Se pravi, tisto, kar otrok ni dobil od mame oziroma očeta, ja, bo pričakoval od partnerja oziroma od partnerce. Kakšen bo rezultat? Razočaran bo. Ja. Ampak dejansko, ne da se bi zavedal, ja, punca, ki ima prekinjen odnos s svojim očetom, zaradi tega, ker je bil brutalen z njo, ja, in neupravičeno, ja, je bila napačen naslov za njegovo agresijo, ja, bo, ne da se bi zavedala, vsakega svojega fanta postavlja v pozicijo očeta. Se pravi, da ne glede na to, kater fant, vso agresijo svojo, ki jo ima do očeta in jo ima upravičeno, je bila pa potlačena, ja, bo prenesla na fanta in fant bo znal sprožiti to agresijo. In vidimo čist preprosto, občutljiva je na bližino, občutljiva je na dotik roke. In zdaj z moškim, ja, ki se jo bo dotaknil, ker jo ima rad. In v bistvu vidva hrepeni po bližini in se jo boji, ker je bila v bližini prizadeta. Hrepeni po ljubezni in se je boji, ker je bila v svoji nedolžni ljubezni do očeta prizadeta. In vsega tega se boji v partnerskem odnosu. Ja, in vsa bolečina je prekrita z jezo na očeta. In ta jeza bo potem prenešena na partnerja, na katerega koli. Išče mir, ampak ga ne bo našla. Vedno znova bo bežala iz partnerskega odnosa, iz enega odnosa od drugega. In vsak moški bo razočaral, kje bo našla svoj mir, tam, kjer ga je izgubila, v odnosu z očetom. Ampak dejansko v odnosu s to jezo do očeta, ki je ščiti, da je bolečina ne zlomi. Ja. In ni preprosto za njo, ja. Je pa možno, ja, ker tudi smrt očeta je ne bo rešila tega. Ja. In potem vidimo, da ni preprosto, ja. Je pa možno, zbežati od tega ne more. Ja. In tako v končni fazi
In vendar je njen oče. In ta ženska je njena mama. In iz te zgodbe ne more pobegniti. Ja, bo pa bežala za vseh drugih. Ja. In ko bo enkrat spoznala, da je nedolžna, da ni ona tista, ki je kriva za to, kar se je dogajalo v njeni družini, da je oče odgovoren in tudi mama, ki je ni zaščitila pred očetom. Ker bi morala že zdavnaj prekiniti tak odnos. Ja. Vidimo, v bistvu je zna tudi na mamo. Ja. In mama bi lahko rekla, ja, ampak jaz se sploh nisem dotaknila. Ja, nisi je zaščitila pred tem. In si videla, kaj se dogaja. Ja. In potem vidimo še bolj zapleteno zgodbo. Otrok mora najprej spoznati, da je nedolžen. Ja. In da je vsa odgovornost pri starših. Ja. So, bom rekel, posamezni koraki. Ja. In ti koraki, glede na bolečino, za te korake je potreben velik pogum. Ja. Ker v bistvu je verjetno največji problem takšnega otroka ljubezen do samega sebe. Ja. In te spremembe so potem, pa rekel, ko vidimo, kaj se zgodi, ko je nekdo pripravljen pogledati v preteklost, vidimo tudi, kakšne velike spremembe so možne. Ja. Ne, da spremenimo preteklost, ampak da se soočimo s preteklostjo. Ja. In ni opravičila. Ja, zato, kar nekateri starši delajo s svojim otrokom. Ni opravičila. Ja, in otrok jim ne more opravičiti, otrok jim ne sme odpustiti, ker ne more odpustiti preteklosti. Ja, ne more sam sebe ven iz te zgodbe dati, ne da jo pogleda. Ja, bo ta punca pretepala svoje otroke? Občutek imam, da ne. Ja, če se je kaj naučila. Ja. Mislim, da jih lahko pa vse na kak drug način zavrača. Ja, ampak potem bo delala to, kar sama čuti, da je bila zavrnjena. Ja. Bo na drug način kaznovala nekoga, ki ni kriv, svoje otroke. Ja. In potem tudi sama oba dva veva, prizadeto privlači prizadeto. Se pravi, takšna punca bo verjetno privlačila svoje življenje in jo bo privlačil moški, ki je prizadet. Kakšen bo njen odnos? Bo imel isti imenovalec. Ja, prizadela bosta drug drugega. Ja. Kaj pa se zgodi s partnerskim odnosom, kadar recimo moški bolj upošteva nasvete svoje mame kot svoje žene? Dobro bi bilo, če bi ta moški začel poslušati samega sebe. Okay. Ja, in konkretno bi lahko rekel, da v takšnem odnosu žena ne more zmagati. Lahko samo izgubi, ker otrok bo zvest, moški bo zvest svoji mami. Ja, ker je dalj časa z njo in je ona njegova prva ljubezen. In jaz bi lahko rekel, glede na svetov staršev na splošno, ja, da starši neverjetno, prepričan sem, da dobro namerno dajo svojim otrokom nasvete, tudi kasneje, ko so v partnerskem odnosu. In otrok lahko tudi reče, hvala za nasvet. Ja, tako da sliši svojo mamo, kaj mu je rekla, in naredi potem po svoje. Ampak posluša njen nasvet. Ja. Zakaj ga ne more vzeti? Ja, zaradi tega, ker otrok ima 20 let že izkušnje s to žensko, ki je njegova mama, in opazuje njen partnerski odnos. In otrok razmišlja, ja, mama, kako veš za mene, kako bo moj partnerski odnos uspel, ja, če je bil tvoj takšen, kot je bil. Ja. In ne more vzeti nasveta, otrok ne more vzeti nasveta svojih staršev. Ja. Lahko ga pa posluša. Ja. In ja, je zanimivo, kaj se dogaja. Ja. Kaj bi pa sporočil staršem, ki svojim odraslim otrokom nočejo predati svoje družinske obrti, ker jim ne zaupajo? Se mi zdi, da je to v Sloveniji zelo pogosto,
problem, recimo, da so starši že stari okrog 70, odrasli otroci so že okrog 40, doma imajo recimo gostilno, pa nočejo je prepisati ali pa prepustiti mladim. Se pravi, da se držijo za to, kar so oni zgradili do konca, namesto da bi to prepustili mladim. Kaj bi svetoval otrokom ali kaj bi svetoval staršem? Staršem. In otrokom, ne nazadnje, ki so v taki situaciji. Dejansko bi en čas je zrel za to predajo. Ko so otroci dovolj zreli, ko imajo tisto moč in izkušnje, ki so potrebne, in če gre, tako kot se rekla, za gostilno, otroci so sigurno spremljali, in vejo, kako se to vodi. In če v tistem času, ko so otroci še to pripravljeni narediti in prevzeti odgovornost, ker dejansko se gre za prevzemanje odgovornosti, bo otrok lahko uspešno stopil naprej. In če so starši odlašajo s to odločitvijo, predlagamo otroku, da gre po svoje. In da prevzame odgovornost nekje drugje. Da gre po svoji poti. In potem so starši zamudili. Tako kot bi, ne vem, imam tako zanimivo sliko. Jabolko, enkrat, ko je zrelo, je zrelo. In če ga pustimo na drevesu, bo tenkrat dol padlo gnilo. Ker ga nismo pravočasno vzeli. In bom rekel tisto, tako bom rekel, ker naenkrat vidimo, da gre za starše, ko gre za to predajo obrti naprej, gre za eno zlato jabolko. In je zlata vredno. Še posebej, če gre z generacijo v generacijo. In verjamem, tam, ker gre z generacijo v generacijo, so znali pravočasno dati naprej. Je pa velika odgovornost. Ko pravijo, da gre veliko bolj takih otrok, recimo v alkoholizem in tako naprej, ki jim starši ne zaupajo in ne predajo. Recimo včasih je bilo tega, ker niso kmetije predali, niso pol moški. Tukaj sem previdel, ne vem, če grejo zaradi tega alkoholizem. Okay. To bi bilo preveč preprosto sklepanje. Definitivno bi rekla na ta način, da so starši zdaj krivi, ker imajo otroci te probleme. Ampak mislim, ne počutiš se vredenega, če ti starši ne zaupajo. Očitno ti starši ne zaupajo. Ampak potem lahko dokažeš, da si sam upaš nekaj narediti in najdeš eno drugo pot. In potem mora biti ta otrok pripravljen tudi razočarati starše in jim reči, zdaj pa prepozno, zdaj pa jaz nisem več pripravljen tega prevzeti. Jaz imam svojo pot. In gre po svoji poti. In kdorkoli dobi potem tisto dediščino. Ker v bistvu se ne gre za dediščino, ampak za prevzemanje odgovornosti za življenje. In dejansko vidimo tudi, lahko si nekdo želi prevzeti in od zunaj gledati, kako bi bilo fajn, da bi otrok prevzel odgovornost za to gostilno. Mogoče je to preveč za otroka. Mogoče, ko pogleda svoje starše, da je prevelika žrtev, časovno gledano. Non-stop služiti nekomu drugemu. Tu če rad tisto delaš, ampak dejansko vemo, da je en sistem, ki nima časa za premor, ki mora non-stop biti v pogonu. Mogoče si otrok sploh ne želi tega. Se mora otrok vprašati, je to res njegova želja ali bo v bistvu breme, ko bo to prevzel. In mogoče se bo odločil, tega ne bom prevzel, jaz sem se odločil za družino, da imam več časa za družino. Mogoče bo tisto manj, za otroka več. Ti na dnevni bazi opažaš, kako tragični dogodki iz preteklosti vplivajo na ljudi, pa me zanima, koliko konkretno je dogodkov iz recimo prve in druge svetovne vojne, ki se pojavljajo v postavitvah in so tisti, ki so potem usodno vplivali na to, kako je življenje teklo naprej. Se pravi, kolikokrat se recimo vojna pojavi na postavitvah? Vedno znova, vidimo, da so, kljub temu, da je druga svetovna vojna zdaj že skoraj 80 let za nami, prva svetovna vojna 100 let. Na en način bomo hitro prepoznali, kako
so vojne še vedno vplivajo na odnose v družini. In mogoče bo moj odgovor drugačen, kot si pričakovala. V vojni družina čuti vojno predvsem na ta način, da vojna vzame moškega in moške ven iz družine. Se pravi, ženske ostanejo same z otroci. In same z otroci morajo preživeti vojno. Kar pomeni, da mora ženska prevzeti tudi pozicijo moškega, da bo preživela. In ko je moški prišel potem nazaj iz vojne, če je preživel, ga je vojna tako prizadela, da ni mogel več prevzeti tiste vloge, ki jo je imel prej. Se pravi, otroci v tej družini imajo izkušnjo, da bo za vse poskrbela mama. Tako imajo hčerke to izkušnjo, da bo za vse mama poskrbela in bojo one potem poskrbele za vse. Ja? In da moški igra stransko vlogo v odnosu. In sinovi so imeli isto izkušnjo. Se pravi, da bojo tisto vlogo, ki jo je oče izgubil zaradi vojne in teže vojne, ja, bo tudi to njihova izkušnja in bojo svojo odgovornost kot moški tudi predali na žensko. Se pravi, iskali bojo močno žensko, ker so imeli šibkega očeta. In vidimo, da to ni dobro za partnerski odnos. Se pravi, moški iščejo tisto izgubljeno moč, očitno. Ja? In vidimo, da na ta način vojna vpliva. Ja? In ženske imajo še danes potem občutek, da lahko vse same, da moškega v bistvu ne rabijo. Ja? Ni samo družba, ki jih na to nagovarja, da lahko samo same, ampak dejansko tudi preteklost, ker so morale preživeti stare mame in babice in prababice. Ja? To je bil edini način, da so preživele. In ni spet v kontekstu, kdo je dober ali slab. In potem vidimo spet, kako vojne vplivajo. Moški je bil tako prizadet strani vojne, ja, in vsega, kar je v vojni doživel, ko je potem prišel nazaj, ja, je prišel z njim nazaj tudi alkohol, ki mu je omogočil dejansko, da je preživel, ja, ker je zbrisal emocije na nek način, ja, in spomine, ker če je bil trezen, je tak moški vedno znova živel v preteklosti. Ja. In potem vidimo, da lahko z tem spoznanjem si smemo dovoliti na drugačen način gledati na alkoholike. Ja. Z več sočutja, ker se dejansko vprašamo, zakaj v bistvu pije ta moški ali pa zakaj je pil. In ko vidimo, da je pil zaradi tega, ker je preživel več let grozot med vojno, potem verjamem, da nam uspe stopiti en korak nazaj v svojih obsodbah do tega moškega. In ta korak nam uspe zaradi tega, ker vidimo več. Ja. In še vedno to ni upravičilo, ja, za odnose, ja, ker odnosi z alkoholom niso boljši, ampak so slabši, ja, ampak je več razumevanja kljub temu. Ja. In verjetno marsikdo potem spozna, da kljub temu, da ta moški je bil alkoholik, je bil oče. Ja. In da je bilo bistveno, da je vojno preživel. In da je dal življenje potem še naprej. In ženska ga je čakala. Ja. In ga je imela rada. Ja. In to je samo ena od posledic tega, kar se med vojno dogaja. Ja. In da ne pomislimo na to, koliko ljudi je izginilo med vojno. Ja. In se niti ne ve, kje je njihov grob. Ja. In ti manjkajoči še vedno jih čutimo kot praznino v družini. Ja. In je mogoče čas, da se spomnimo na njih. Ja. Samo da se spomnimo na njih, da pridemo do spoznanja, da je v redu za nas, da ne pozabimo na njih. Ja. In na ta način so tudi oni ekstremno gledano naredili svojo smrtjo prostor življenju. Ja. In življenje je šlo naprej tudi za to ceno, ki so jo oni plačali. Ja, zdaj, ko si govoril, kot posledica je ta ženska še danes ima občutek, da zmore vse sama in da niti ne rabi moškega. V bistvu zelo pogosto vidim, da ženske sploh nočijo podpore pa pomoči od moškega. Moški se pa verjetno zaradi tega počutijo nekoristne, nepotrebne. Se pravi, tudi posledice so danes, ne, da moški pol ne ve več, kaj je njegova vloga.
Ja, tako bi rekli, da je tako en notranji stavek potem pri takšnih ženskah, da so rajši same, kot da bi ostale same. Ja. Rajši se izognejo izgubi moškega. Ja, s tem, da so same, kot da bi ostale, pa bi izgubile moškega, tako kot je, ne vem, prababica izgubila moškega med vojno. In je potem težje ostati skupaj z moškim. Ja? In predvsem zaupati moškemu, da bo dovolj močen za njo. Ja? Ker tukaj sva pri eni drugi temi v bistvu, kakšnega moškega išče ženska. In vidimo, da veliko moških verjame, da ženska išče dobrega moškega, ampak ni res. Ja? Ženska išče moškega, ki je močen. In to je nekaj drugega. Se pravi, se mora moški vprašati, kje bo našel to moč, ki jo išče ženska. In našel jo bo pri moških v svoji družini. Ja? Da bo tukaj vzpostavil eno stabilnost. Ja? Ker ženska, ki je z močnim moškim, je mirna ženska. Ker vidi, da se lahko na tega moškega, ki je močen, zanese. Tudi takrat, ko zanosi in takrat, ko ima otroke, ker takrat potrebuje zelo močnega moškega. Ja, da zdrži potem to odgovornost, da je laže, ker ve, da je čisto dovolj, če 3 vogale hiše drži. In moški bo držal tistega prvega. In če se nekaj nismo doma naučili, ker nismo imeli tega vzora in vzgleda, se lahko sami naučimo. Se lahko veliko stvari naučimo. Sam nekaterim se očitno lažje naučiti govoriti kitajsko, kot se postaviti na prvo mesto ali pa na pravo mesto kot ženska. Ja? Pa je dovolj, da dobimo odgovore recimo na postavitvah, če pogledamo 1 ali pa 2 generaciji nazaj, a greš zdaj tudi dlje? Včasih, redko kdaj. Ampak takrat se v bistvu tudi samo od sebe pokaže. Največkrat bi lahko rekel, da je več generacij nazaj je povezano največkrat z dramatičnimi dogodki pri rojstvu otrok. Ja, se pravi, če je otrok umrl pri rojstvu, oziroma če je ženska umrla pri rojstvu, mama. Ja, če je ženska umrla pri rojstvu in je potem tisti moški ostal sam zaradi tega, ker mu je ženska umrla pri porodu njegovega otroka, je ta njena smrt naredila prostor drugim otrokom, če se je ta moški spet poročil. Ja. To potem je povezano s strahom v naslednjih generacijah, strahom pred nosečnostjo. Lahko tudi strahom sploh pred partnerskim odnosom, ker se ženska boji v partnerski odnos, ker ima občutek, da se ji lahko nekaj zgodi. In tista ženska v preteklosti, ki je bila žena pradetka, ki je umrla pri porodu, sploh ni njena krvna sorodnica. Ampak je naredila prostor njeni prababici, s tem, ko je umrla pri porodu. In potem vidimo, ti strahovi so upravičeni. Ampak ta informacija ima otroke v tej družini, nimajo oni te informacije. In tudi moški v tej družini lahko čutijo strah pred partnerskim odnosom, ker se bojijo, da lahko kaj naredijo svoji ženski. In sploh ne razumejo sami sebe. In tudi te punce ne razumejo sami sebe. In ena od logičnih posledic, vidimo tudi v življenju, je ta, da ženske rojevajo nekatere, ne da se bi zavedale zakaj, ampak dejstvo za to, ker je varno, rodijo s carskim rezom. In potem vidimo, da ni odločitev, ki bi bila odločitev njihove svobodne volje, ampak je strah pred porodom in ta je upravičen v teh družinah. Sprav praviš, da recimo, če si iz podzavesti, potem ti ustvariš neko situacijo, zaradi kjer moraš imeti carski rez. Carski rez nimaš. Ker veliko carskih rezov je zdaj je carski rez relativno varen za žensko, po drugi strani je pa veliko carskih rezov, če bi pogledal žensko, ki je zdrava, močna in otrok je v pravilnem položaju, je dejansko medicinsko, iz medicine gledali, pa iz izkušnje iz porodnišarstva, je neupravičeno. Ampak ženska kljub temu vztraja pri carskem rezu. In bo potem na varen način rodila tega otroka, da bo otrok preživel in da bo ona preživela. Ampak vidimo, da
Ta informacija ima njo, nima ona tega strahu pred porodom. Ta strah ima ona. Ja? Oziroma, da ponovim, ja. Ona nima tega strahu, ta strah ima njo. In potem vidimo, ja, čisto logično. Zato, ker se je nekaj v preteklosti zgodilo, povezano s porodom. Ampak tudi carski rez je travma za otroka. Jaz sem bila s carskim rezom rojena, govorim. Saj pri meni je tako, da nisem takoj dobila stika, recimo, ne, z mamo. Takrat so bile še, je bila narkoza. In če ne dobiš ti takoj stika, pa že sam ta izkušnja, ne, da se greš čez porodni kanal, da dobiš neko moč, samozavest, da te ne samo en te ven potegnete, pa nič ni treba. Vse to ima tudi vplive. Ja. Tudi ženska sama ve, da ko delam z mamami, ki so rodile s carskim rezom, imajo slabo vest pred otrokom. In ker imajo občutek tudi v primerjavi z drugimi mamami, da ni isto. Ja? Da so sicer mame, ampak ena izkušnja manjka. In dejansko, ko vidimo, manjka izkušnja mami in otroku, ki jo ima ženska, ki rodi otroka, po naravni poti, bi tako rekel, je izkušnja bližina smrti. Ker je porod za otroka in za mamo smrtno nevaren. In to je tista globina povezave, ker je dejansko potem, ko ženska rodi otroka, ja, se oddahne, ko sliši, da otrok zajoka. In otrok se tudi oddahne, ko čuti, da mama diha in ko mi čaka, da mu bo dala zapiti mleko. Ta izkušnja manjka, ta globina potem. In hkrati lahko vidimo, da je ženska se odločila zaradi tega, ker je bilo v kritični situaciji za otroka. Ja, da ni ona se odločila, veliko žensk, verjetno tudi tvoja mama, zaradi tega, da je bilo lažje, ampak ker je nekdo svetoval in je rekel, lej, lahko tvegate. Okolj so bila obrnjena. Ja. Ja, ampak ne vemo, a bo otrok preživel, ja, in ne vemo, če boste vi preživeli. Ja. In očitno tisti, ki so jo svetovali, so jo dobro svetovali. Ti si živa in mama je živa. Ja. In je pa drugačen odnos. Ampak dejansko potem vidiš, da mama ni kriva, da imate drugačen odnos. In da tudi ti nisi kriva. Ja. In da v bistvu, da sta imeli srečo. Ja. Če bi se rodila 50 let prej, bi umrla. Obe bi umrle, verjetno. Ja. In tako, ko vidiš, kakšna sreča v bistvu. Ja. Da si ti živa, ja. Da je mama živa in da je šlo vse dobro. Ja. In potem lahko gradiš ta odnos na drugačnih temeljih pač, z mamo. Da vidiš, kako sem že rekel večkrat, da mama ni kriva. In da je naredila najboljše, kar je znala narediti. In se je prav odločila. In manjka pa tista bližina, razumeš, tako kot si sama rekla, bližina mame. Že v samem začetku sva imela prekinjen odnos. In ne vem, mogoče si bila še v inkubatorju ali karkoli, razumeš? In potem še tisto občutek otroka, da kakršnokoli emocijo ima, da ni uslišana. Da bo ostal sam. Ja. In vidimo spet, mama ni kriva. Ja. In tako, ko veva oba dva. Ja. Ta čas, ko si ti jokala, je njej teklo mleko. Ja. In ona je tudi jokala. Ja, ker je videla, da ni s tabo. In da jo rabiš. In to ima težo. Ampak dejansko ta teža tudi da te večje razumevanje svoje mame potem. Ja, mogoče tudi v tem kontekstu, ko si kot otrok kakšne stvari očitala. Ampak vsi tisti očitki so izvirali iz tega, kje si, ko te rabim. In ja. V bistvu je zanimivo, ker se ti potem ti občutki v partnerskem odnosu seveda čez 30 let vzbudijo in jih ponavadi ljudje ne povežejo s to prvo izkušnjo, ki jo imaš. Prvih sekund življenja. Ja, ker se ne spomnimo več. V spominu, kot da nimamo tega, imamo pa v spominu telesa in v spominu
emocije, a ne. Da smo sami takrat, ko nekoga rabimo. In dejansko tudi ti iz te izkušnje veš, da lahko vse sama. Mislim, jaz sem bolj dojemala, ker me je nekdo potegnil ven, a ne, Ja. pred carskim rezu, da imam tem občutek, da mora vedno mene nekdo potegniti, se pravi, da vedno rabiš nekoga, bolj v tem kontekstu, da ne moreš sam, ker jaz sama nisem mogla čez kanal, ampak nekdo drug me je mogel ven vzeti in potem imaš vedno ta občutek, da te more nekdo drug rešiti, ne, imaš pa mogoče to hrepenenje po rešitelju v življenju. Pa že prej, ko si govoril, ne, ko greš gledati nazaj, ko sem jaz kar nekaj teh družinskih dreves naredila, teh smrti otrok in pri rojstvu in potem v prvih 5-6 letih življenja je bilo ogromno, ne, skoraj vsak, če gre gledati malo za nazaj, bo najdu te. Tako da mislim, da imamo vsi neke posledice, no, tudi. Ja, nekateri so imeli, bi lahko rekli, več sreče, drugi manj sreče. In življenje je šlo kljub temu naprej. Ja. Bi šla še malo na eno temo, ločitve, ki so zelo v porastu, oziroma v Sloveniji nekje na 100 porok se 34 zvez se razveže. Misliš, da so te ločitve... V kakšnem časovnem obdobju? To je bilo za leto, po moje, ne vem, 21, kaj tasga. Ok. V enem letu, ja. Ok. Od 100 jih je šlo 34. 34 na razen. To so te, ki se dejansko ločijo zdaj. Kakšni so tisti, ki ostanejo skupaj, kakšna kvaliteta je drugo vprašanje. Misliš, da so na mestu te ločitve, ali da bi dejansko, če bi ljudje imeli več nekih sposobnosti urejanja vzrokov, težav, če bi imeli več znanja za urejanje, da bi bilo lahko teh ločitev manj, ali da dejansko pač, če dva nista za skupaj. Ja, tle imamo statistiko samo, tako če pogledamo, verjetno tisti, ki so poročeni, tako se reče. Ja. Ampak je veliko parov, ki niso poročeni, pa kljub temu lažje, bom rekel, ja, lažje grejo na razen, zaradi tega, ker niso poročeni. Verjetno je tam ta podatek še slabši v tem kontekstu, še manj jih je ostalo skupaj, ker niso poročeni. Se pravi, vprašanje je, če bi vedeli več o dinamikah odnosov, če bi ostali skupaj. Verjetno. Ja. Tako, ker tudi oba dva veva, lažje iti na razen, kot ostati skupaj. Ampak že če bi vedeli, da tisto, kar z zdajšnjo ženo niso rešili, ne bodo rešili tudi z naslednjo, ja, verjetno se bi več ljudi ustavilo. Ja. In bi reklo, dajmo še enkrat premisliti, mogoče še nisva na koncu. Mogoče lahko še izpeljeva. Ja. Malo občutek, da bova zletela ven iz tega ovinka. Ja. Mogoče sva s prevelikimi pričakovanji in preveč hitro prišla noter. Ampak če greva malo bolj počas, lahko več vidva. Predvsem lahko vidva, da so oba dva odgovorna za ta odnos. In še posebej, če so otroci, se je vredno potruditi. Ja. Ne zaradi otrok, ampak zaradi sebe. Ja, nekdo, ki reče, da je ostati skupaj zato, ker ima otroke, otroci z tega ne želijo, ker potem je odgovornost za slab partnerski odnos prenesena na otroke. Ampak otroci niso krivi. Ja. Da je ostati skupaj zato, ker nam je vredno ostati skupaj. In tukaj je najna skupna odgovornost, otroci. Ja. In lahko otrokom tudi dokažemo, da ja, v partnerskem odnosu pridejo tudi težki časi, ampak so zdržala. Ja. In nama je dragoceno, da so ostala. In mogoče potem čez nekaj časa pride še en otrok. In sta oba dva vesela. Pač zato, ker sta dala partnerskemu odnosu še čas. Ja, in sta zdržala. In definitivno je partnerski odnos eden najtežjih odnosov v našem življenju. Najtežji tudi v tem smislu, da imamo v njem največ izkušenj, najbolj spoznavamo tudi svoje meje. Ja, najbolj gremo v njega z največjimi pričakovanji, hkrati nas lahko tudi najbolj prizadene. In vedno znova vidimo, kje smo. In tisti, ki so šli pač na razen, od 100, 34,
Njim bi rekel, da jim ne sme biti žal, da so šli narazen. Da morajo stati za svojo odločitvijo, še posebej, če imajo otroke. Ja. In včasih, tako kot si rekla, partnerski odnos pač je končan, ni več partnerskega odnosa. Sta pa dva še vedno oče in mama. In starševstvo se s tem ni končalo. Oče je še vedno oče in mama je še vedno mama. Ta odnos ni prekinjen. Ja. Starševstvo ostaja. In je potem vprašanje, kako bosta to speljala. Ja. V najboljše otrokom. Ja. In mogoče dva, ki gresta narazen, potem kvalitetnejše funkcionirata tudi kot oče in mama. Ni pogosto, ampak nekaterim uspe. Ja. Tisto spoštovanje, ki je potrebno. Definitivno sam zakon služi otrokom. Ja. Dva, ki sta poročena, ne moreta iti tako lahko narazen. Ja. In to je v korist otrokom. Ker otrok rabi in očeta in mamo. In rabi to izkušnjo. Ja, veliko ljudi se dosti ne poroči, ampak pravi, da je to pač nek papir. Nepotreben. Ja, papir, ki ga nima, na nek način jim da svobodo. Ampak če imata dva otroka, nista več svobodna. Ni več svobode. Ja. In vidimo, cena svobode je odgovornost za njuna dejanja. Ja. Ker skozi dejanja sta postala oče in mama. In ta odgovornost je tudi veliko veselja in sreče. Ja, ker otrok lahko prinese v večini primerov tudi to. Ja. Eno novo odgovornost. Ja, en nov smisel življenja. Ja, ljudje vejo, da ne bojo sami, ko bo enkrat stari v tem smislu. Ja, nekaj se bo dogajalo. Ja. In vredno se je potruditi. Ja. Včasih pač ne gre. Ja. Veš, kaj je danes še zelo pereča tema v družbi? Kaznovanje otrok. Ogromno ljudi še vedno živi v prepričanju, da je recimo klofuta potrebna, da so kazni potrebne, da je to vzgojno, ker sicer bojo otroci razvajeni, ne bodo poznali mej. Dejstvo je, da vzgoja pri nas bazira na strahu oziroma nekem strahu in spoštovanju že stoletja. Kaj sam misliš o tem? Ja, pri tem kaznovanju otrok moramo biti previdni dejansko, kaj pomeni kaznovanje otrok. Ker gremo lahko tudi v drug ekstrem. Ko bo nekdo rekel, ja, moj otrok lahko dela, kar hoče, ja, in mu ne bom rekel niti ne dela, ne bo svoboden. Kakšni bojo rezultati? In jaz vem, kakšni bojo rezultati. Tak otrok bo postal agresiven. Ne zato, ker ni bil nikoli kaznovan, ampak zato, ker ne ve, kje so njegove meje. In zato, ker ne ve, ker mu starši niso postavili meje, ga je strah, ker sme vse delati. In potem vidimo, zato, ker ga je strah, je agresiven. In to nekaznovanje otroka v tem smislu, ja, ga dela nesigurnega, ne počuti se varno. Ja. Tako bi lahko rekli, ekstremno. Ja. Če greva tukaj v Ljubljani na Tromostovje in mama je s svojim sinom in pleza po ograji. In mu enkrat reče, ne smeš plezati po ograji. Ja. In sami vemo, je že sposoben priti gor. Ja. In on hoče iti gor, zato ker bi rad hodil po ograji, ampak mi dva veva, kaj je spodaj. Ja. In spodaj za otroka ni življenje, spodaj za otroka smrt. In potem lahko gledamo, kaj bo mama naredila. Je potem kazen v tem primeru primerna? Če mu bo dvakrat trikrat rekla in potem tretjič, ko se bo okoli obrnila, bo otroka videla, da že stoji na ograji, je potem primerno, da mu da eno poriti? Ga ima rada? Ja, meni se zdi, da ga ima rada. In da mu bo pokazala, da vem, da me ne razumeš, ja, ampak zdaj ti bo na ta način pokazala, to, kar delaš, je nevarno za tebe. In ga bo, ne vem, jaz rečem, prizemljila. In otrok bo vedel, da je naredil napako. Ja. Pokazala mu bo. Ja. In vemo, da se ne gre za to, ali ga ima mama rada ali ne.
ampak da ve, tega mu ne smem pustiti, mogoče me zdaj še ne razume. Ja, ampak jaz moram pokazati, kje je meja med življenjem in smrtjo. Ja, in verjamem, da nobena mama ne bi otroku dovolila, da s 3 leti hodi po ograji. Ja, nad Ljubljanco, ker je za njega nevarno. Ja, in potem vidimo, da včasih je tak kazen za otroka tudi vzgojna. Ja, da ve, tle je meja, tle ne smeš iti čez, tle te bom držala. Ja. Mogoče držala, ne udarila v tem smislu. Ja, v redu. Ja. Če v tem kontekstu, ja, verjetno ga bo prijela za roko in niti ne bo prišlo do tega, da bi morala kaznovati, ampak takšna mama bo močna mama. Ja. Mu bo pokazala. Ja, in otrok bo vedel, kaj se dela in kaj se ne dela. In ta mama bo otroka vodila, ne bo otrok vodil mame. Ja. In tukaj potem ta meja med strogostjo in ekstremno biti dobra mama in potem dobra mama potem v eni situaciji lahko znori, ja, ker je bila ekstremno nora, ja, v svojo dobroto. In otrok je šel čez mejo, ja, čez katero ne bi smel iti. In potem na ta način lahko ogroža svoje življenje. Ja. Kaj pa starši, ki si zelo močno želijo določen spol otroka? Pač verjetno imamo vsi neke tendence, da si mogoče nek spol malenkost bolj želiš. Pač tako velikokrat slišim, no, še vedno, ne vem, želeli smo si fanta, dobili smo punčko. Kaj bi pa tem staršem, ki imajo te močne želje po spolu, svetovala? Verjamem, da večina staršev si želi zdravega otroka. Na prvem mestu. Jaz bi rekel, da v bistvu v tem smislu sploh ni važno, je fantek ali punčka, ampak važno, da je otrok. Ja, ker otrok je premalo. Tisto, kar vemo iz statistike, mislim, da lansko leto je v svetu, kjer živimo, zahodnem, več kot 50% žensk starejših od 30 let nima še niti enega otroka. Ja, in vemo, ne vem, 50 let nazaj ali pa 100 let nazaj, koliko otrok je imela ženska do 30 leta. Ja. In ja, greva malo ven iz tega vprašanja, ali fantek ali punčka. Ja, lahko si želite. Ampak dejansko je najbolj dragoceno to, da je otrok zdrav, tega si želimo. In ne vem, kdo to izbira. Nekateri se želja uresniči, nekateri se želijo fantka, imajo 3 punce, ampak nekateri imajo pa, ne vem, 3 fantke, pa si želijo potem končno punčko ali pa karkoli, ampak rabimo predvsem, rekel, da se bi želel, da je več otrok. To je potem ena prihodnost te družbe, da so otroci in da se družba dejansko vpraša, kaj lahko sistem naredi, da bodo mladi ljudje si želeli in si upali imeti več otrok, kako lahko podpre mlade mame oziroma ženske, da bi rekli, lej, tle se varno počutim znotraj tega sistema, tudi takrat, ko bom imela otroka, vem, da bodo veseli, da imam otroka in da sem varna znotraj tega sistema. In jaz vidim, da ima ta sistem še potencial v tem, velik potencial. To pričakujem, da se bodo ljudje, ki so odgovorni, vprašali tudi vprašanja, ki jim bodo dali odgovore, ja, kako mlade ljudi spodbuditi, da imajo več otrok. Ja, da je to dejansko ena jaz rečem, glavna karijera ženske, biti mama. Ja, tudi najbolj zahtevna karijera. Ja, in verjamem, da gre eno z drugim, da je nekaj poklic in da tudi materinstvo lahko uspe. Da lahko uspe poklicno življenje ženska in tudi v materinstvu, da je lahko uspešna. In ja, so tudi potrebni za to drugi premiki v družbi in drugačno razmišljanje. Sigurno, ja. Ker mislim, če se ti ne moreš doma privoščiti, če ne moreš danes, ne imamo velike težave kje živeti, kako boš imel pol otroke, ne? Ja, ampak če pogledamo, kako so živeli pred 100 leti, pa so imeli otroke. Ja, se pravi, takrat je bilo glavno vprašanje,
koliko bo hrane, ja, če bodo vsi otroci preživeli, ker bodo imeli dovolj hrane. In živeli so bistveno bolj skromni. In je bilo ogromno lakote. In veliko otrok je umrlo zaradi lakote, ker ni bilo dovolj za jesti. In če pogledamo v tem smislu, imamo vsega dovolj, se pravi, da so ti strahovi neupravičeni. Ja, želimo pa, verjamem, ja, maksimalno zagotoviti temu otroku. Ampak vidimo, da manj razvajeni otroci bolj kvalitetno živijo v svojem življenju. In če ima, ne vem, ženska pred 40 letu prvega otroka, je pol ta otrok zlata vreden. In se vse okoli njega vrti. In je mogoče to, da se vse vrti okoli njega, za tega otroka tudi pritisk. Da ni vse dobro, da ima vse. Ja. In je pa razumljivo. Pač če že takoj, ko drugi otrok pride, je za prvega otroka manj pritiska na njemu. Pač hitro mora odrasti potem. Če je star 2 leti, ko pride naslednji otrok, ni več majčken dojenček, kar nekaj je odrasel, pač ni več fantiček, ampak ja, se mora postaviti na svoje noge, mora shoditi. Ja? In ker je fokus mame pri drugem otroku. In jaz bi rekel v tem smislu, ni vprašanje fanta kar punčka, še enkrat, ja. Ampak je vprašanje ali pa moja želja, da bi imeli mladi pari več poguma, da se odločijo za starševstvo. Ja. To je tisto, kar manjka se. Ja, se mi zdi, da nek kot en brezupno stanje. In da si ljudje potem ne upajo odločiti in zavlačujejo s temi odločitvami. Ne vsi, ja, ampak veliko mladih ljudi. Kaj pa veliko ljudi ima neurejene odnose z brati in sestrami. Kaj se pa na postavitvah pogosto pokaže kot vzrok za spor, za nerazumevanje, za to neko luknjo med sorojenci? Velikrat je, tako zdaj, kot odgovor na to vprašanje, vidim zdaj 2 dinamike, ki bi jih omenil. Velikrat vidimo, da spor med sorojenci je nadaljevanje konfliktov med starši. Ja, če sta oče in mama v konfliktu, so velikrat potem tudi njuni otroci medsebojno v konfliktu in se dejansko konflikt iz partnerskega odnosa prenese med otroke, kar je ena taka skrita dinamika, ko bi rekel, raj se tepejo otroci, kot da se bi tepla oče in mama, ja, ker gre za agresijo. In otroci potem fokus partnerskega odnosa svojih staršev prenesejo na sebe. Ja, in druga dinamika, povezana z agresijo med otroci oziroma nerazumevanje, je tudi, bi lahko imeli ljudje odgovor na to vprašanje, če se bi vprašali, koliko otrok je v družini. In potem vidimo, da je potrebno prešteti vse otroke. In tukaj mislim na rojene in nerojene. In če nekateri izmed otrok manjkajo, ja, ker se niso rodili, iz kateregakoli razloga, če ženska ni bila pripravljena roditi otroka ali pa če je izgubila otroka med nosečnostjo, potem se tudi otroci, ki so v tej družini, imajo občutek, da jih noben ne vidi. In svojo pozornost, ki jo vsak otrok potrebuje, dobijo na negativen način. Ja? Ampak kljub temu je pozornost. In če ne znajo dobiti pozornosti na pozitiven način, jo bojo dobili pač na negativen način. In so potem dinamike, ki ne govorijo o tem, ali so otroci dobri ali slabi, ampak je v bistvu spet vprašanje, kaj bo prineslo mir med te otroke. In pač so različne faze, pač tako kot otroci odraščajo, in tako se spreminja tudi ta nemir med otroci. Ampak nekaj je treba potem v enem trenutku pogledati, ker otroci niso krivi, so bratje in sestre. In velikrat je potem tudi vprašanje, ne samo, kateri otroci so to, ali pa
kje so potem tisti polbratje, polsestre, starejši, mlajši, in vidimo, da imamo potem, tako lahko rečemo, showtime totalen, kar se tega tiče. In da sploh ne gre za to, ali so ti otroci dobri ali slabi, ampak spet, kje najti mir, ki je izgubljen v teh odnosih. In potem je premalo, če gledamo samo te otroke. Moramo širšo sliko pogledati, da jih razumemo. Sprav, misliš, da ima človek moč, kot se pravi, če starši tega niso uredili, da ti potem sam lahko najdeš pot do brata, do sestre? Absolutno. Ja, mora biti pa želja, en interes. Pač na obeh stranih, verjetno. Vsaj na eni strani. Ja, tako, če nekdo že ni pripravljen delati na tem, lahko tisti drugi reče, ja, jaz sem pripravljen, tudi če nimam več v zunanjem svetu odnosa, ja, v fizičnem, ja, vsaj sam se bom pomiril s tem. Ne bom iskal več, kdo je kriv, ampak želim mir. Ja, tudi če je posledica tega miru to, da nekoga spustim in da je svoboden z moje strani. Je pa še vedno moj brat oziroma moja sestra. Ampak smo potem pomirjeni s tem in sme biti mimo. Ja, ne iščemo več vedno znova razlogov, kdo je kriv za to. Hotela sem te še vprašati, v bistvu nekaj o težavah, ki jih imajo otroci, ki odraščajo ob staršu, ki je alkoholik, ampak sem se pol spomnila, da je danes ogromno ene druge odvisnosti tudi. Zdaj o alkoholu smo že malo govorila danes. Veliko staršev kadi travo, opažam, sploh moški, ki imajo majhne otroke, recimo zato, da lažje zaspijo, zato, da se pomirijo. Kako misliš, da to na otroke vpliva? Pa čeprav tega ne počneš direktno pred otrokom, ampak vemo, otroci so zelo senzibilni, zelo občutijo spremembe v vedenju, v počutju staršev. Pa se ti zdi to mogoče, da je to zelo podobno, alkoholik ali pa nekdo, ki kadi travo? Kako se ti zdi to problem? Predvsem, če primerjam eno in drugo, je alkohol povezan z več agresije. Ja. In vemo, da statistično gledano je več kot 50% agresivnih dejanj naredili alkoholiki in več kot 50% žrtev je alkoholiziranih v tistem trenutku. In ko pogledamo statistiko tistih, ki kadijo travo, ja, so mirni. Se to ne zgodi. Edin, če kadi travo, pa gre voziti avto, ja, se lahko zgodi kakšna neumnost. In tukaj vidimo, da ni enako. Ja, je pa beg iz občutka, ja, beg iz odnosa. In vidimo, da eno je prepovedano, ja, je ilegalno, in drugo, kar je povezano z agresijo, je legalno. Ja, še vedno. In je beg iz odgovornosti v bistvu. Ja? Beg iz prisotnosti pri otrocih, a ne? Kot oče oziroma kot mama. In je potem v določenem trenutku mogoče, verjamem, da ti ljudje pridejo do spoznanja, da bi bilo mogoče fajn, da so prisotni za svoje otroke in da se nečemu odpovejo. In vidimo, potem se bi morali odpovedati eni svoje odvisnosti. In kaj bi spoznali? Da so njihovi otroci odvisni od njih. Ja. In verjamem, da bi bila to dobra streznitev za te ljudi. Ja, da bi videli enkrat, kako so otroci od njih odvisni, od njihove treznosti, od njihove prisotnosti. Samo da so. Ja, da lahko otroci k njim pridejo, ja, da se lahko stisnejo k njim, da je dovolj, če jih objamejo, da jih držijo, da gre za tiste, rekel, v globini za ene občutke, ki jih otrok želi čutiti v družini, kjer odrašča, da je željen, da je ljubljen, da je dober takšen, kot je, da sme biti čist povprečen otrok in da sme delati tudi napake. In da ga ima ta oče in mama rada takšnega, kot je. To je potem, rekel, otrok je upit potem od teh občutkov, da je dober takšen, kot je. Ampak lahko trezno gleda na svoje starše, potem, ker ga starši vidijo. Ja, in ga imajo radi takšnega, kot je. In za starše, ki niso imeli te izkušnje v svojem otroštvu, je to pač nekaj novega.
Ja, in se lahko naučimo. Ja. Če vemo, da otrok samo to potrebuje, da je viden. Ja. Da lahko pride k svoji mami, da je dovolj, da ga mama objame, da ga drži, ja, da bo zdržal. Ja. Ni velikih besed, ampak dejansko gre za potem tiste občutke. Ja. Pa nekom sem varen, ja, nekdo me drži in čez nekaj časa me bo spustil. In bi rekel, če se želimo kaj naučiti, kako biti mama in oče, ja, lahko pogledamo v naravo, kako so živali mame in očetje, kako so razdeljene vloge. Če se že doma nismo naučili, se lahko v naravi naučimo, čisto preprosto. Ja, in bomo pač videli, kaj se otrokom dela, kaj se ne dela in vemo, da nobena žival ne zlorablja svojih otrok. Ja, in to so potem tisti instinkti, ki so nekako zgubljeni in dejansko jih lahko spet najdemo. Ja. Kaj bi pa svetoval tistim, ki imajo občutek, da so črne ovce v svoji družini? Zdaj, Bert Hellinger je povedal, da tisti, ki se jih drži naziv črne ovce, v družini v resnici iščejo pot in način osvoboditve za celotno družinsko drevo. Se strinjaš s tem, da je črna ovca v družini tisti, ki išče nove poti? Čudno bi bilo, če bi rekel kaj drugega kot ja. Ja. In mogoče črne ovce iščejo pot do svobode. Ja, da so svobodni. Dejansko, da vidijo, da kot črna ovca lahko nekdo, ki je star 20, 30, 40, 50, 60 let spozna, da v bistvu da je od svoje družine dobil vse. In da mu družina ni nič več dolžna. Da je od očeta dobil vse, da je od mame dobil vse. In če pri tem spozna, da je za njega dobro, da je hvaležen za vse, kar je dobil, je svoboden. In na ta način lahko črna ovca, ja, ker ve, da lahko živi sam. Ja, in da je drugačen potem od ostalih. Ja. In tisto, kar mu je spremenilo barvo, ja, je hvaležnost, ja, svoji družini za to, kar je od njih dobil. In neverjetno, ampak moj pogled na to je tudi, da tisti, ki so črne ovce v družini, so se mogoče na tej poti odpovedali temu, da bi kogarkoli v svoji družini rešili. Ker so spoznali, da nobenega ne morejo rešiti. In to je, boleče spoznanje za vsakega otroka. Ker dejansko nobenega v družini ne more rešiti. Predvsem otrok ne more rešiti svojih staršev. In to je dejstvo, nobenemu otroku to še ni uspelo. Nobenemu, niti enemu. Ja, ker tisti otrok, ki želi poskušati rešiti svoje starše, se je postavil v pozicijo staršev svojih staršev in je premaknen. Ja. In vidimo, če v partnerskem odnosu želi moški rešiti žensko ali obratno, bo pregorel, ker se bo postavil v pozicijo staršev svojega partnerja in v tej poziciji bo pregorel. V odnosu nekaj ne bo v redu. Ja, premaknen je. Zelo je premaknen. Ja. In hoče rešiti svojega partnerja oziroma ženska hoče rešiti moškega, ampak ga ne bo mogla rešiti. Hotela ga bo terapirati. Ampak to ni terapevtski odnos, je partnerski odnos. Ja. In razlika med terapevtskim odnosom in partnerskim odnosom je ta, terapevt, ja, nima rad svojih klientov, ampak ima rad svoje delo. Se pravi, da v partnerskem odnosu moti terapijo ljubezen. Ja. In ko se bomo nehali terapirati v partnerskem odnosu, takrat bomo res začeli živeti. Ja. In to znanje, ki ga ljudje nabirajo v smislu reševanja drugih, ki jih imajo radi, v bistvu so samo drugi vzorci. Ja, en kup vzorcev, s katerimi verjamemo, da bomo lahko, če bomo čim več novih vzorcev, ki smo se jih naučili, naložili na sebe oziroma na svojega partnerja ali pa na otroke, da bomo s tem, spremenili tiste vzorce, ti si rekla prej. Eno besedo jo bom tudi jaz uporabljal, iz podzavesti. Ampak tisti vzorci so močnejši. Ja, ker niso na razumskem nivoju. In tega ne bomo nikoli razumeli.
Ampak ko vidimo, da je to dejstvo, ja, da moramo globoko pogledati, če želimo na površini nekaj spremeniti, bomo nehali se igrati, z grabljicami na eni ogromni nivi. Ja. Ampak bomo videli, da moramo spodaj pogledati, ja, v globini. In majhni premiki v globini prinesejo velike spremembe na površini potem. In zato, da pogledamo globoko, moramo biti pogumni. In zato sem vesel, kadarkoli ko delam z ljudmi, sem vesel, ko vidim njihov pogum. In ta pogum vidim tudi v strahu, ki ga imajo, da se soočijo z določenimi situacijami, ki imajo težo. In vidimo, da potem samo od sebe pride en pregovor, da je sreča vedno samo s pogumnimi. Ja, zato sem vesel za te ljudi, ki so tako pogumni in so pripravljeni prevzeti odgovornost za svoje življenje. Pa če se vrnemo na začetek tega pogovora, kaj bi svetoval ljudem, da lahko naredijo za to, da se poklonijo pokojnim, da vzpostavijo to neko spoštovanje do preteklosti, če tudi je bila ta pogosto kruta. Vemo, da preteklost 100-150 let nazaj je bila kruta, tudi lepa, ima velikokrat kruta. Zdaj, pogost način je v tej družbi, seveda za 1. november gremo na grobove, pa se poklonimo našim prednikom. Kaj pa lahko naredimo na ravni vsakodnevnega življenja, se pravi skozi celo leto, da pridemo nekako do te notranje sprave z preteklosti, mogoče tudi do hvaležnosti za vse, kar je bilo, čeprav je bilo težko. Prvi korak je, da rečemo preteklosti in ljudem, ki so v naši preteklosti, da jim rečemo ja. In to brez želje, da bi bilo karkoli drugače. Ja, ker če rečemo ja in potem je naslednja beseda ampak, potem tisti ja nič ne velja. Ja, ga ni več. Ja, ker potem je ampak tisti, ki ima moč. In ko se zavedamo, da dogodki, ki so se zgodili in se niso mogli zgoditi drugače. In ko pogledamo to dejstvo in to dejstvo je boleče, ja, potem mogoče uspemo reči samo, kar se je zgodilo, ja. In vsem, ki so bili povezani s temi dogodki. Ne samo našim, ja, ampak tudi tistim drugim, ki so povezani z dramatičnimi dogodki. Ja, to je njihova usodna povezanost, ja, ki jo mi tudi čutimo. In rešitev bomo našli na tisti drugi strani, kamor je težje pogledati. In ta brezpogojni ja je prvi korak. Ja, brez tega ne bomo prišli skozi. Ja, ker to je tudi, kot sva že danes omenila, ja, ceni, ki so jo oni plačali, da smo mi danes živi. In to je dejstvo. Ja. In ko to spoznamo, spet se ponavljam, ja, bomo, upam, začutili tudi, kako dragoceno je naše življenje. In bomo z tega nekaj naredili. Ja, če so oni živeli v težkih časih, da bomo nekaj dobrega z tega naredimo. Saj imamo vse možnosti, da nekaj dobrega naredimo. Ampak sami moramo prevzeti odgovornost za svoje življenje. In s tem bomo dobili moč. Ja, z odgovornostjo. Ljudje si ne želimo več pravic v tem kontekstu, želimo si več odgovornosti, ampak to odgovornost moramo sami prevzeti. Ja, ker s tem, ko odgovornost prelagamo na druge, izgubljamo svojo moč. Ja? Ja. In zanimivo svet živimo, ja? Kjer imamo eno sliko, da manj kot je odgovornosti, bolj svobodno lahko živimo. Ampak to ni res. Ja. Svoboda je povezana z našo odgovornostjo. In nismo tako svobodni, kot si mislimo. Ja. In v bistvu nočemo biti svobodni. Če bi hoteli biti svobodni, pa si tudi ne bi želeli partnerskega odnosa. Imeli bi pa svobodo. Ja. In bili bi sami. In v naslednjem trenutku osamljeni. Ja. Se pravi, da se radi odpovemo določeni svobodi. Ja. In notranje radi prevzamemo odgovornost potem za en odnos, ki nam je dragocen. In tukaj se vredno potruditi. Hvala, Matej, za ta pogovor. Jaz ti želim
ne da bi pomagal ljudem, ampak da bi jih navdihnil še veliko ljudi, da okrepijo svoje korenine, zato da bodo lahko razširili svoja krila in poleteli. Hvala tebi, Ana, in hvala za povabilo.